Iz ljubljanskega studia 136, to so vesti na vesti. Prestolnica se je včeraj zbudila v sončno jutro. Na obrobju mesta se je nekaj pred 9 zjutraj gnetla množica reporterjev in novinark ter dobrih 10 gorečih podpornikov SDS-a. Ti so pred blokom zgrajenim leta 1962, v katerem domuje sektor policijske uprave Ljubljana za boj proti organiziranem kriminalu, čakali na Janeza Janšo. In ta je tudi prišel. Peš. Oblečen v strankarske barve, modro srajco in rumeno kravato z znakom predsedovanja Slovenije Svetu EU. In kot osumljenec, da je storil kaznivo dejanje izdaje tajnih podatkov, se je udeležil zaslišanja kriminalistov. Ali je to malce déjà vu za vas? Hej, Odvetnika nimate sabo. gospod Janša. Gospod Janša, odvetnika nimate sabo. Hvala lepa. Še niso ostali. Med zaslišanjem Janše smo mi zasliševali njegove podpornike v okolici Prušnikove 51. Paralele med letom 1988 in 2009 so jim bile zelo blizu. Kresalova ne se pa sama zase briga pa za svoje sorodstvo. Pa tja ni pot na Roške, kam že, s temi homoseksualci pa da tam paradira. Gospa, kaj se spomnite iz leta 88 iz Roške? Kako? Kaj se spomnite iz leta 88 Ja, da smo tam stali pa prosili, naj ga spustijo, da je nič ni krivega naredil, da se on bori za samostojno Slovenijo. Kaj pa danes? Danes je pa isto, ni? Se bori za samostojno Slovenijo? Ja, seveda, se jo nimamo, a jo imamo. Jo nimamo, če nas temu nič govoriti, pa da mora hoditi semle na policijo. A veste, zakaj je tukaj, gospa? Seveda, da vem. Zato, ker ja, da je dokumente poneverjal, pa tajne dokumente vam dal. A mislite, da ni? Kje pa? Nedolžen? Ja, absolutno. Pa ste vi članica SDS-a tudi? Ja, tudi. Podpirate Janšo že od leta 88? Skos. Kaj pa vi, gospod? Ja, isto. On je zato tukaj, kaj je Kresalova rekla, da je tajni dokument ven izdal, ki ga pa nikega še ne pol slikal, podprl in da je tajnega naredil. Ja. Janša je po zaslišanju stopil med medije in razložil, da se počuti, kot da se ni zbudil v Ljubljani, ampak v Minsku, ter pojasnil svoje videnje političnih iger. Jaz sem povedal, da ne poznam nobene druge države v Evropski uniji, ker bi se policija ukvarjala z sestankom predsednikov parlamentarnih strank in da kolikor vem, trenutno samo v Belorusiji policija preiskuje zaradi podobnih obtožb vodjo opozicije. Žalostno je, da se slovenska policija zaradi pritiska predsednice stranke, ki je na čelu Ministrstva za notranje zadeve, ukvarja z zadevo, ki je absurdna, namesto da bi se vlada ukvarjala z gospodarsko krizo, policija pa z dejanskim kriminalom, ki ga je veliko. Medtem je v središču mesta vladni ministrski zbor v 6. nadstropju sejal nove zakone. In med tem sejanjem se je vladi pripetila povsem banalna šlamparija. Šlamparija ali sabotaža? To je zdaj vprašanje, a za Cvikla. Kaj se bo sploh zgodilo? Med burno razpravo točke, Andraž, o kadrovskem načrtu, točneje odpuščanju ljudi znotraj resornih ministrstev, je nekdo pomotoma stisnil napačni gumb, s katerim se je na spletni strani vlade pričel tonski prenos seje v živo. Napako vladnih tehnikov so uspešno zabeležili tehniki radia Hit in goreča razprava je tako prišla v javnost. Na posnetku tako slišimo premija Pahorjevega Borčija, ki je umirjal ministrici Pavlinčič, Krepsovo, Irmo in Kresalovo Katarinco med njunim kratkim stikom. Ajs!
saj sta se skregali na podlagi tega, da sta brali podatke iz napačnih kadrovskih načrtov. Še ena šlamparija. Najbolj pa je presenetil pravosodni minister Zalarjev Aleš, ki je razburjeno izjavil, da bo ob upoštevanju kadrovskega načrta, kar bi v njegovem primeru pomenilo odpust 60 ljudi znotraj ministrstva, odstopil svoje funkcije. Ja, za pravosodno ministrstvo je ta predlog kadrovskega načrta popolnoma nesprejemljiv. Poglejte, sklep vlade o 2-odstotnem znižanju je v redu, ampak na pravosodnem ministrstvu, v ožjem ministrstvu bi to pomenilo, ta kadrovski načrt, znižanje zaposlenih za 30% do konec leta 2009. Ali z drugimi besedami, mi bi morali odpustiti 62 zaposlenih trenutno na ministrstvu. A mi lahko kdo razloži, kako naj to naredim? Poglejte, če to naredite, potem jaz seveda ne bom več pravosodni minister, to vam povem, ker smo potem brez 1/3 zaposlenih. A se vi zavedate, kaj je to? No, po seji je premier novinarjem razložil, da naj bi se med vsako sejo vlade dogajala takšna burna razprava. Tako imenovani ideološki beton, ki združuje levo koalicijo, se očitno z vsako sejo vlade bolj topi. Ideološki beton, po Janševo je to tak kučeno vlepljivči gumi. To je vedno na sejah vlade. Morate razumeti, da ministrski zbor v teh časih odgovarja na situacije, ki so zelo težke. In da jaz kot predsednik vlade dopuščam, ne samo dopuščam, ampak spodbujam, kolikor je mogoče jasno in glasno razpravo in stališča različnih ministrov in ministric glede posameznih vprašanj. In tako se je zgodilo tudi danes, tako je bilo prej in bo tudi kasneje. Jaz si ne znam predstavljati, da bi lahko v teh časih vlada o pomembnih stvareh razpravljala mirno in ležerno. Slovenija, 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 kulturac. Vabilo dneva na festival Le Soleil, Ana Rokvič. Torej, vabljeni na 8. festival gledališča glasbe in plesa, ki bo potekal spet tradicionalno na Lanšpražu, to je pri Trebnju na Dolenjskem. Festival bo potekal od četrtka 16. julija pa do nedelje 19. julija. V četrtek bo na glavnem odru se predstavil Lovro Rauber s svojim kvartetom in njegovo jazz glasbo, potem DJ Haris Pilton, v petek Ana Plešec z zračno akrobacijo in izraznim plesom Padli angel, Matija Sovce z lutkovno gledališko predstavo Pozor, los na cesti in pa avstrijska skupina Cross Fiddler. Zvečer bo pokazal svoje znanje na njegovih playerjih še DJ Cois. V soboto bojo produkcija Delavnice in pa Branko Potočan s fizičnim teatrom Območje za pešce, potem pa še Jara Raja s svojo mega etno glasbo. DJ Dimon nas bo zabavljal vse naprej do jutra, nedelje. Delavnice bojo potekale gledališke, glasbene, plesne in pa filmske. Gledališko delavnico bo vodil Vim Dekor, Cirko Krog bo vodil cirkuško delavnico, Damir Mazrek bobnarsko in pa Branko Potočar plesno in gibalno. Film bojo naredili na filmski delavnici Sebastiana Farbuleja. Obvezne so prijave in več informacij o samih delavnicah na www.gradteater.com. Festival bo potekal v obliki kreativnega tabora 4 dni, tako da vabljeni vsi umetniki in kreativci, vabljeni 16. julija na Le Soleil. Hvala. V okviru 50. Ljubljanskega jazz festivala so včerajšnje dogajanje v Križankah otvorili KK Contemporary Jazz Ensemble featuring Ambrose Akin Musir in Jimmy Green. Kot ime skriva, gre za band Kristjana Kranjčana, kateremu je poleg Akin Musire in Greena družbo delal še oče Lojze Kranjčan. Kje je bila pa Romana Kranjčan? V nadaljevanju večera so oder prevzeli Igor Bezget, Lenart Krečič, Jajol Ikava, Jerry Hemingway in legendarni Ragi Workman, odlično uigrani v projektu Statements. Norveški pianist Buge Veseltov, ki zna združiti prvine džeza in improvizacije z elektronskimi žarni, je množico navduševal zadnji. Kar servira, je več kot užitno. Sem se kar oblizala, veš, sem se ene parkrat min peljala in dober, sam imen pa res ne. Ljubljano
je z otvoritveno predstavo Kletka gledališča Ane Monroe obiskal 12. festival Ana Desetnice. Do nedelje si boste lahko ogledali predstave po uličnih artistov, vrvohodcev, žonglerjev, igralcev in pevcev. Takega sovraka, ki nas združene premaga. Od nas mobilno šprica zgoj, ko se pripravljamo na boj. Še vreme? Ob poplavi takšnih in drugačnih političnih zdrah, po pravilih avtocestnih odsekov ter ponovni policijski kontroli na meji z Italijo se pač ne moremo primerjati z Belorusijo, gospod Janša, ampak smo še vedno ena navadna butalska vas. Priporočamo vam hladen tuš. Iz ljubljanskega studia 136, to so bile še ene, vesti na vesti. Pa lep dan in vikend.